Predstavljamo dr. Tejo Kolar-Povh iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Na današnjem kongresu ZBDS ste imeli res zanimivo predstavitev vaše analize. Zanima nas, kakšna so današnja pričakovanja raziskovalcev do visokošolskih knjižničarjev. Kolegico Majo Kuhar sva izvedli raziskavo med visokošolskimi raziskovalci naše fakultete, to je Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. In ugotovili, da raziskovalci od visokošolskega knjižničarja vsekakor pričakujejo podporo pri delovanju v odprti znanosti. Bolj konkretno to pomeni, da nas vidijo oziroma so izrazili videnje za sodelovanje z visokošolskim knjižničarjem v primeru, ko je treba zagotavljati skrbništvo nad digitalnim repozitorijem, v katere hranijo svoje objave, ko je treba zagotavljati preverjanje podobnosti vsebin v izogib plagiarizmu. Zelo veliko mero podpore pa so izkazali tudi z pričakovanji do knjižničarja v smislu zagotavljanja informacij o odprtem dostopu z vidika avtorskega prava. Kaj raziskovalec sme in česa ne, da ne krši določb, ki so jih postavili financerji ali založniki, kjer avtor objavlja. Visokošolski knjižničarji so v tej isti raziskavi izrazili, da se čutijo kompetentne za ta ista vprašanja, ki so jih raziskovalci izpostavili kot pričakovanja do visokošolskega knjižničarja, kar je spodbudno. Kar je zelo spodbudno. Kako pa visokošolski knjižničarji obvladujejo izzive odprte znanosti? Za danes je stanje takšno, kot kaže raziskava, zgolj 20% visokošolskih knjižničarjev, ki so se v veliki meri odzvali na eni raziskavi, se je izpostavilo kot kompetentne in kot tiste, ki bi znali podpreti pričakovanja raziskovalcev v smislu delovanja odprte znanosti. Kar pomeni, da nas tukaj čaka še kar veliko dela. Čeprav tudi trenutnih 20% visokošolskih knjižničarjev ni zanemarljiv podatek, je vzpodbuden. Je zelo vzpodbuden. Kakšen primer dobre prakse? Ja, predvsem večje članice oziroma knjižnice članic Univerze v Ljubljani, pa tudi Univerza v Mariboru, ne smemo je zapostavljati, že izvajajo vse nanizane naloge in pričakovanja, uresničujejo pričakovanja raziskovalcev. Hkrati pa naj to bo nekako izziv še za vse ostale, da se pridružijo tem 20% danes že prepoznanih kot kompetentnih knjižničarjev. Ni pa lahko. Odprta znanost je zahteven projekt, je gibanje, ki se je šele dobro začelo in bo odzvanjalo v prihodnje in se odraža v vrednotenju raziskovalnega dela raziskovalcev in prav je, da smo knjižničarji tukaj zraven. In za na konec, imate mogoče še kakšno sporočilo za visokošolske knjižničarje? Ja, sprejmite izziv, gremo združenimi močmi, novim idejam, novim izzivom naproti. Najlepša hvala za vaš čas. Hvala lepa.